Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako nerazrešena jeza iz otroštva vpliva na težave v menopavzi. Bi človek rekel, čakaj, je to možno, ki je menopavza mena po 50. letu, otroštvo, recimo zgodnje otroštvo, do 5., 7. leta starosti. Kakšna je povezava? 5 ključnih stvari, po katerih veste, da je nekaj narobe iz zgodnjega otroštva. In prvi je siguren pokazatelj ta, da se ne spomnite ničesar do 5. leta. Pomislite, kateri je vaš prvi spomin, kaj se spomnite, kaj je tisto prvi spomin? Prvi spomin je lahko nekaj, kar je res lepo, ali pa nekaj, kar je nekaj groznega. In zdaj, če pomislite, to je prvi pokazatelj, sploh za tiste, ki se ničesar ne spomnite, ki enostavno imate zbrisan spomin do 10. leta, pomeni, da se je v tistem obdobju dogajalo nekaj tako groznega, da je bilo bolj varno pozabiti. In to ne pomeni, da tega ni, ampak to pomeni, da se je pogreznilo globoko vašo dušo in ko pride obdobje, varno obdobje, da začne duša to spuščati ven, ta strup, takrat se začnejo dogajati kar take čudne zadeve. Se poznate, ne? Palček smuk. In kako se že reče, in v dračevju nekaj poči, in potem nekaj zaškrpla, in šele potem se prikaže nekaj. No, in to se vam dogaja. Dogaja se vam, da kar nekaj se dogaja. Sploh ne razumete svojih čustev. Mogoče ne razumete neko potlačeno jezo, ki jo imate do nekoga, sploh do staršev. To pomeni, da je tam zadaj neko ujeto čustvo. In to ujeto čustvo vam povzroča notranji stres. Notranji stres pa direktno vpliva na nadledvični žlezi, nadledvični žlezi pa potem naprej vplivata na potrebo po hranjenju, po sladkih prigrizkih, avtomatično začnete se rediti v predel trebuha in sploh vam ni jasno, zakaj. In seveda potem poslušate razna ali pa berete menopavzni obroči in tako naprej. Ti menopavzni obroči, rešilni obroči, so dejansko zastala čustva iz zgodnjega otroštva in pojdimo še za malenkost dlje in iz preteklih življenj. Se pravi, ko imate dovolj varnega okolja, takrat duša začne spuščati tisto, kar je čas, da spusti. No in potem, to je prvi znak, se pravi, nobenega spomina in ta noben spomin, ki ne obstaja, povzroča podzavestni stres. Potem druga zadeva, hrano uporabljate kot tolažbo. In spet vam ni jasno, zakaj se meni vedno dogaja? Zakaj imam vedno eno in isto? To je povezano s tem, da iščemo potem tolažbo v hrani. In če vidite, da se vam to kar naprej dogaja vsak dan, da samo še ta košček čokolade, samo še nekaj in potem ste jezni sami nase, to pomeni, da na nek način dajete v bliže čez neka podzavestna čustva. Potem tretji znak. Potlačena jeza preprečuje stik s samim seboj in svojimi potrebami, predvsem pa svojo intuicijo. In zdaj, če mi gledamo, da jeza iz otroštva, potlačena čustva iz otroštva, ti veš, da imaš v sebi tisto nekaj. Ti veš v sebi, da znaš, da imaš vedenje, ampak nekako sam sebi ne zaupaš. Ne moreš zaupati. Zakaj? Ker je spet bilo zanikanje iz zgodnjega otroštva in spet kot duša si izbrala točno take lekcije, da dejansko ravno iti čez zanikanje. Veste, tako ko nekdo reče, a ti pa tvoja čustva, a dejno ti pa tvoje slutne. Toliko časa, da začneš dvomiti v pravilnost svojih zaznav. In ko prideš do te točke, da dvomiš v pravilnost svojih zaznav, takrat se ujemi in se vprašaj, čakaj, zakaj dvomim v sebe, v svojo intuicijo, v svoje vedenje? Veste zakaj? Zato, ker to se je duša prišla naučiti. Zaupati svojim sporočilom,
zaupati sama sebi. No in potem 4. znak je naprej, menopavza odpre stare rane. In to pomeni, menopavza je lahko povezana s tem, da pride ženska v menopavzo in če je njena rana, recimo spolnost, dojemanje sebe, dojemanje partnerskega odnosa. Kaj se zgodi? Pride v meno, ženska ugasne. Enostavno ne more več iti čez to in ne more več pristati na manj kot ljubezen. Zdaj, kaj taka ženska predeluje? Na nek način, nam reka, da je vse v zgodnjem otroštvu, ampak na nek način je v otroštvu doživela zlorabo, lahko čustveno, lahko fizično, predvsem pa kot duša predeluje spolno zlorabo iz prejšnjih življenj. In seveda lahko sami preverite z mišičnim testom in preverite. Recimo, sploh če se vam je zgodilo, da po 40. letu vaša spolna sla enostavno ugaša. Preverite z mišičnim testom. Če je seveda, ne če je obremenjena spolna čakra, ampak je obremenjena spolna čakra, ampak če je obremenjena spolna čakra zaradi spomina duše na spolne zlorabe v preteklih življenjih. In zdaj tisti, ki to predelujete, oziroma kdor od nas to predeluje, in verjamem, da večji del od nas dejansko to predeluje spolno zlorabo, pomeni, da najprej ozavestiš ta virus, potem pa narediš zdravilno molitev dekodiranja, počistiš ta virus in predvsem začneš graditi ljubezen do sebe. No in v glavnem 5. tak pokazatelj, pa da se dejansko ta nerazrešena otroška jeza, da vpliva na hormonsko stanje in na menopavzno pridobivanje teže, je pa to, da telo pospešeno dela zaščito. Se pravi, vaše telo se samo redi. Vaše telo se pospešeno stara. To pomeni, da vaša duša sporoča. Imaš nerazrešene zadeve, začni delati, začni ozaveščati, začni čistiti in pridi do rešitve. Zdaj, katera knjiga vam bo mogoče najbolj pomagala izmed vseh teh mojih knjig, ali vzamete v roke, ko imajo čakre žur, ali pa vzamete v roke, ko imajo moški hormoni žur. Bomo zdaj naključno šli pogledati v knjigo, ko imajo moški hormoni žur. Se pravi, ranjeni moški je verbalno in ali fizično agresiven. Zdaj pa poglejte. Če ste odraščali ob očetu, ki je bil alkoholik, ki je bil agresiven, ki je kričal, ki je bil manipulativen, ki je znal obračati stvari okrog, kaj se zgodi. Oče vpliva na korensko čakro, to je očetova energija. Očetova energija pa vpliva na to, kako ti stojiš v svetu, kako se znaš postaviti za sebe, kako imaš dojemanje bogastva oziroma stabilnosti v svetu, kako posluješ z denarjem, kakšne moške nenazadnje privlačiš v svoje življenje. In seveda zdaj glede na to, da smo mi polovico naše mame in polovico našega očeta, gremo preveriti z mišičnim testom. Se pravi, strah me je, da bi ljudje opazili, da sem v sebi zlomljena. A boste preverili? Se pravi, jaz lahko zdaj, strah me je, da bi ljudje opazili, da sem v sebi zlomljena. Pač jaz priznam, da imam rane. Jaz priznam, da grem skozi življenje, pač seveda, kot duša delamo korake naprej. In vam povem, kaj sem jaz zdaj te dni čistila. Te dni sem čistila dejansko še bolečine mojega zakona, ker enostavno jaz vem, kdaj počepnem. Ko nekdo kriči name. In ko nekdo kriči name, avtomatično sem se vedno zmanjšala. Seveda v takem okolju sem odraščala. Poglejte, nerazrešena travma iz otroštva, kjer odraščaš v prepiru med starši, kjer je en od staršev fizično ali verbalno agresiven. Kakšen potem postaneš v odrasli dobi? Postaneš ali ta, ki je agresiven, ali pa postaneš žrtev. In to pomeni,
če imaš potrebo potem, da se počutiš kot žrtev. Tako ali tako privlačiš v svoje življenje ljudi, ki ti pokažejo tvoje rane. In zdaj strah me je, da bi ljudje opazili, da sem ranjena. Se smo vsi ranjeni, sega ni človeka, ki ni ranjen. Recimo, naslednji program. Kdor je prijazen, je šleva. Kdor je sočuten, je šleva. In zdaj vi preverite, če imate vi ta program. Kdor je prijazen, je šleva. In je lahko vaš program. Jaz bom aroganten, zato da ljudem pokažem, da sem mačo, da sem močna. Strah me je avtoritet. Spet, otrok, ki je ranjen, ker njegova avtoriteta je starš. In če ta starš vrši agresijo, potem vedno, ko se nekdo pojavi kot avtoriteta, ti počepneš. Strah me je, da bi ljudje opazili, da sem slabič. Strah me je, da bi ljudje opazili, da se bojim. In spet, nerazrešena otroška travma, potem pa prideš v meno. V meni pa dovolj varnega prostora, da telo reče, no zdaj pa, draga moja, zdaj bo pa midve tole počistile, te prtljage ti ne potrebuješ več. Kaj se pa pol začne dogajati? Mogoče kar naenkrat ne moreš več spati. Pa rečeš, znaki menopavze, nespečnost. Mogoče se ti dogaja, da se začneš prekomerno potiti. Pogledaš, znaki menopavze, potenje. Kaj pa če to potenje sploh ni menopavzno potenje, ampak je pomoč tvoje duše pri čiščenju težkih čustev. Do tega sem sama prišla. Zato, ker vidim, da ko jaz pokličem na pomoč vse svetle sile in ko pokličem na pomoč vijolični žarek očiščenja, pride toplota. Takrat, ko me zmrazi, ko gre kurja pol čez mene, je resnica. Ampak, ko se pa zgodi čiščenje, takrat pa naenkrat pride vročina. In ta vročina enostavno skuri čisto vse, kar mora skuriti. In to je moč vijoličnega žarka očiščenja. Zdaj pa poglejmo majčkeno odnose v družinah. Ni treba sebe gledati, ampak poglejte dinamiko vaše mame, svojo mamo, vašo mamo, svojo taščo, zato da boste po ženski liniji videli, kaj se prenaša. Ravno tako poglejte odnos vašega očeta s svojo taščo, pa s tastom, in poglejte odnos vašega očeta pač s svojimi starši. In boste hitro videli vašo dinamiko, ker to je naša dinamika, ker mi si kot duša izberemo točno taka starša, s točno tako dinamiko, kar mi potrebujemo, da bomo mi predelali. Zdaj sem delala za eno gospo, ker v njihovi družini se prenaša iz generacije v generacija se prenaša močna ženska, ki ne prenese druge ženske. In kaj to pomeni? Ne vem, je prišla ta mlada hiši, jo stara mama ni sprejela. Enostavno je ni sprejela, ampak tudi ko je stara mama prišla hiši, jo tašča ni sprejela. V bistvu se ta vzorec prenaša iz ene generacije v drugo. Ne vem, mogoče za intermeco, poglejte film Tašča da te kap. Ne vem, verjetno ste ga gledali, ampak Tašča da te kap je Jennifer Lopez igra, v glavnem zaljubila se je sprehajalka psov v doktorja. In ta doktor, seveda ta sprehajalka psov ni bila dovolj dobra za njegovo mamo. Doktorjeva mama je bila pa mama samohranilka, po drugi strani pa zelo, zelo uspešna ženska. V glavnem, projekt je, kako se tašča hoče znebiti ta mlade. Zelo zanimiv film, v glavnem se nasmeješ. Meni eden od boljših filmov, ampak tako kruta resnica. Ni tako, da je direktno jo tašča želi tam zastrupiti, ampak to se dogaja. Čustveni strup, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Močna ženska, ki ne prenese druge močne ženske. Zdaj pa pomislite, če bi dve močni ženski stopili skupaj in začeli vleči v isto smer, kaj bi se zgodilo? Ampak to se ne more zgoditi, dokler
mi ne razrešimo vzorcev družine. Pojmo pogledati naprej. Potem pa tak človek, ki je odraščal ob verbalnem in fizičnem nasilju, lahko dobi ali pa ima katerega od teh programov. Samomor je rešitev, alkohol je rešitev, mamila so rešitev, delo je rešitev. In potem zbežiš v neko odvisnost, ker enostavno se ne želiš ukvarjati s svojimi čustvi. Ampak duša še vedno kliče. In se rediš. In ne spiš. In se slabo počutiš. In potem greš k zdravniku. In poveš, da kako ne spiš, kako občutiš nemir in kaj, pač se nismo tukaj zdravniki, ampak dajmo ugibati. Kaj menite, da vam bo zdravnik predpisal? Za začetek, blage hormonske tablete, ki tako odplavljajo, izplavljajo B-vitamin. Ko ti manjka B-vitamina, si nervozna, si tako kot tempirana bomba, ki samo čaka, da bo eksplodirala. No seveda, potem greš nazaj k zdravniku in to se je dejansko zgodilo v moji bančnici pri 50 letih. Gre nazaj k zdravnici in reče, da zdaj po ta novem, ko ona je hormonske tablete, ko je prišla v meno, da ona dejansko ob strankah joče, strankami joče, če ne dobijo kredita in tako naprej, da je izredno čustvena in ji je predpisala še blage antidepresive. No, to je zdaj druga stvar, se pravi, hormonske tablete, antidepresivi in tretja točka pa je uspavalne tablete. In potem gremo pogledati stranske učinke. Stranski učinki pa so, da se redite, da niste v stiku sami s sabo, to takoj opazite, ker ljudje mi poročajo, te, ki sprobajo te antidepresive, da se počutijo tako kot zombiji. Enostavno nehaš čutiti. Ne čutiš ne veselja, ne žalosti, ampak samo si tako kot tista mrtvečeva, veste, ne srce na monitorju utripa kot tutum, 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 potem je pa samo pi. Nič strasti, nič barv. Samo sivina. Ampak to ni življenje. To je samo životarjenje. Zdaj pa seveda naslednje vprašanje. Kako naj se izmotam iz tega, da se rešim antidepresivov, tablet za spat, pa še hormonskih tablet, pa da sem normalna. Da ne pristanemo, ne vem, v neki psihiatrični bolnici. Draga moja, če si prišla v meno, to ni bolezen. To je prva zadeva. Mena je naraven proces pri vsaki ženski, slej ko prej pride v meno. Ja, ko prideš v meno, očitno je dovolj varnega prostora, da duša reče, no, zdaj bova pa midve malo popucale te zadeve. Zdaj bova pa sčistila vso tole navlako od tvojega otroštva, pa še kaj od tvoje duše, zdaj bova pa midve začele. In potem te boli tukaj, bolite tukaj in tako naprej. Kaj so sploh bolečine? Bolečine v tvojem telesu samo kažejo, kje imaš zastalo energijo. Ni to obraba hrustanca, ampak je verjetno odsekan prst iz enega drugega življenja. No, zdaj boste rekli, Minki, se pa res že dogaja, ampak saj znate uporabljati mišični test in naredite mišični test in probate. Če vas nekaj boli na roki ali pa prav zapestje je največkrat povezano s suženjstvom. Suženjstvo, oklenjenost, tudi gležnji, če vas bolijo gležnji, vedno verige, to je suženjstvo. Če vas bolijo prav določeni členki na prstih, največkrat je to povezano z energijo odsekanih prstov zaradi kraje. Pa to ne pomeni, da ste slabi ljudje ali pa da ste slabo delali, ampak samo pomeni, da verjetno v enem drugem življenju ste mogli za preživetje krasti. In vemo, da če so, ne vem, kos kruha nekoč ukradali, so jim odsekali prst. In sploh, če se redite, mogoče preverite z mišičnim testom, v duši nosim za obljubo, da nikdar več ne bom lačna. Vedno, ko bom prišla do kruha, se ga bom do sitega najedla. In prideš v trgovini, vidiš, diši tisti kruh, pa tega poješ že celo štruco do doma ali cel hlebček. Zato, ker je zadaj za obljuba, da nikdar več ne boš lačna.
Poglejte, zdaj tukaj smo v tej knjigi, ko imajo moški hormoni žur, pogleda samo prvo stran. Recimo, tukaj naprej moški oziroma človek, ki vara. Moram bežati pred partnerjem. Bojim se izgubiti družino. Doma ne smem biti iskrena. Poglejte, mi imamo toliko podzavestnih programov, strahov. Nista starša kriva. Naša duša si je izbrala točno tako družino z namenom, da bo ozavestila rane. Točno take starše in največkrat starši, ki ne zmorejo biti v ljubeči energiji, so povezani z enim drugim življenjem, ko niso bili naši starši. Ko so bile mogoče vloge obrnjene, pa smo bili mi starši, pa so bili oni otroci. Ali pa mogoče še večkrat. Sploh niso bili naši starši in sploh nismo bili v sorodu, ampak so nas na brutalen način ubili. In če v tem življenju imate občutek, da vas nekdo duši, verjemite, da točno to energijo predelujete iz enega drugega življenja. Če občutite, da vas nekdo, posiljuje s svojimi idejami, pomeni, da vas je v nekem drugem življenju sigurno posilil. To so karmične lekcije. Zdaj, če pogledamo karmične lekcije. Karmične lekcije pomenijo, da nekdo, ki se uči ljubezni do sebe, bo privlačil, bo imel tako starše kot ljudi okrog sebe, ki mu vedno znova pokažejo, kako ni slišan, kako se vedno potegne v sebe, kako ne govori svoje resnice. Nekdo, ki se uči v zaupanje v življenje, kdor pač osvaja to lekcijo zaupanja v življenje, mu bo življenje vedno znova ponujalo lekcije, ko bo občutil, da je sam in nemočen. Nekdo, ki se uči postavljati meje, bo vedno znova privlačil ljudi, ki prekoračijo meje. Ki sploh ne poslušajo njegovih mej. Zakaj? Zato, ker v prvi vrsti jih mogoče sploh ni postavil. Mogoče si samo razmišljala, do tukaj pa nič naprej. Ampak ne izrečeš. Jasno izražanje pomeni, da če nekdo ne sliši, mu napišeš sporočilo. Zato, ker če imate opravka z nekom, recimo, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo, po vsej verjetnosti vidva se nekaj zmenta, on sliši nekaj ta 10, obrne 10krat okrog, pride ta 15 stvar ven. Ko se nekaj zmenite, napišete sporočilo. Samo opomnik, zmenila sva se to. Ko je napisano, je to napisano. Ni več dvoumnosti. Zato pomaga, če pišete. Se pravi, ko se nekaj domenta, ko občutite nekaj, pa ko se ne morete z nekom pogovoriti, pišete. V tej in tej situaciji sem se jaz počutila na ta in ta način. Napišeš. Ne da ne rečeš, ti si tak. In seveda to, kar napišeš, daš tej drugi osebi. Ko pa ti greš v napad, ti si taka, delaš to, vedno delaš to. To je energija brzostrelke. Nič ne pomaga. To ne bo rešilo nobenega odnosa. In zdaj, ko se ti počutiš na ta in ta način, greš najprej z zdravilno molitvijo dekodiranja počistiti potrebo po tem, da se počutiš užaljeno, da se počutiš neslišano, potrebo po tem, da so tvoje potrebe vedno na zadnjem mestu, potrebo po tem, da vsem služiš kot predpražnik. Veste, Picasso je rekel, da obstajata dve vrsti žensk. Predpražniki in boginje. Kaj ste vi? Če čutiš, da si predpražnik, bi bilo čas, da počistiš vzorce tvoje družine, vzorce tvojega otroštva, rane tvojega otroštva, enostavno se postaviš v ljubečo žensko energijo. Ljubeča ženska energija je povezana s tem, da jasno govoriš svoja čustva. Da ni, da enkrat jočeš, drugič skačeš po strehi.
da si enkrat dol, enkrat gora, ne? Da je tako, kot bi se vozila z vlakom smrti. Ampak pomeni, da si nasplošno dobro v ljubeči energiji, ampak ko ne moreš biti v ljubeči energiji, vseeno poveš, tej in tej situaciji se jaz počutam na ta in ta način. In na ta način jaz tega ne podpiram. Pika. Bom, da se zavestim. No, tako da zdaj, če povzamem današnje razmišljanje. Kako nerazrešena otroška jeza vpliva na menopavzno pridobivanje teže? Dejansko vpliva na to, da nerazrešena čustva vplivajo na potlačeni stres. Stres povzroča potrebo po hranjenju, potrebo po zaščiti in bolj kot posegate po nezdravih prigrizkih, bolj se redite. Zdaj pa pojmo še na nekaj pozitivnih sporočil, da vidimo. Za tebe, ki poslušaš tale video do konca, kaj je tisto, kar je prav, da ozavestiš, da veš. Kaj je tisto, kar ti sporoča stvarstvo? Da boš lažje delala korake naprej, se boš lažje osvobajala teže preteklosti, da postane tvoje življenje bolj lahkotno. Da vidva. Zaupaj toku življenja. In sočutje, zanimivo, samo morje ven prihaja. In jezero in reke, zdravljenje, zdravilni mir vstopa v tvoje celice in v tvojo dušo, ker v tebi se vsak dan rojeva nova energija, ker si povezana s plodnostjo in obiljem. Dajmo zdaj pogledati izražanje. Povezano je to vse skupaj s tvojim izražanjem. Ko zmoreš prepustiti nadzor stvarstvu, se vse uredi na čudežen način. Poslušaj notranji glas, ki ti govori. V tvoje življenje prihaja vse, kar je dobro za tebe in to s hitrostjo, ki je pravšnja zate. Rezultatov ne moreš izsiliti. Zaupaj, da se vse ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. In zdaj, če gremo naprej na sočutje, zdaj pa energija sočutja je pa povezana s tem, da se zavedaš, da tudi ljudje, ki so te ranili, so delali najboljše, kar so v danem trenutku zmogli. Osvobajam se vseh sodb. Z ljubeznijo pomagam ljudem, ki so pomoči potrebni. Naj med nami teče brezpogojna ljubezen. Z ljubeznijo skrbim tudi zase, zato ker taka kot sem vredna ljubezni. In zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Sprejemam zdravljenje. Moje telo se zdravi samo. Bolezen pomeni samo opozorilo, da sem izven ravnovesja. Kaj naj spremenim? Kateri odnos mi povzroča kronični stres? Bolezen je blagoslov, je klic k spremembi. Moje zdrave celice so vedno bolj močne. Naj se zdravljenje začne zdaj. In stvarjenje, jaz sem boginja, ti si boginja, ki tole poslušaš. Ti si ženska, ki ustvarja, ti si ljubezen, ki skozi žensko milino sije na svet. Ti si mati, ki Bogu pomaga pri stvarjenju novega. Svet prežimaj z milino, mehkobo in veseljem. Bodi usklajena z ženskim in moškim principom. No in prav ta ženski in moški princip, to pomeni, da je čas, da pozdraviš rane svoje mame, rane svojega očeta, rane zgodnjega otroštva in zato uporabljaj zdravilna molitev dekodiranja in boš videla, kako naenkrat se bo v tvojem življenju začelo dogajati čisto nekaj druga, ker bo posijalo v tvoje življenje sonce. Prav tako, ko boš na sončni strani življenja. A ni to zdaj dobro? Na sončni strani življenja. Dajmo samo še eno sporočilo, tole bom, da vidim za tole dušico. Kaj je še tisto ključno sporočilo za njo? Skozi mene gre, imej se rada. Pa imej se že rada, ni tako, imej se rada. Imej se že rada. Nehaj prosjati za ljubezen, ker so stvari dozorele. Ker je čas, da v sebi kultiviraš samo lepe misli, lepe občutke, da v sebi gojiš in neguješ nežnost, milino, toplino, molitev.
odnos z Bogom. In takrat bo v tvojem življenju tako polno dobrote in ljubezni, da drugače ne more biti, kot da samo to prihaja v tvoje življenje. Tako. V glavnem, uživaj, vse dobro ti želim in se vidimo kmalu v naslednjem videu.